Osnovna orodja v Big Blue Buttonu. V levem delu imamo zapisane vse udeležence naše videokonference. Udeleženci lahko s klikom na svoje ime uporabljajo različne možnosti. V srednjem delu imamo razdelek za chat, kjer se lahko pišemo stvari. In v največjem osrednjem delu delovno površino. Tukaj imamo nekaj orodij. Najprej v spodnjem delu vidimo možnost vklopa mikrofona in pa možnost vklopa kamere. Jaz nobenega zdaj v tem primeru ne bom vklapljala, ker bomo imeli drugače podvojen zvok. In pa seveda uporabo deljenega zaslona, kjer lahko izbereš, kateri zaslon delite, katero aplikacijo ali celo posamezni zavihek. V tem primeru, ko delite zaslon, se vam kot prezentatorju zaslon pokazal čez celoten ekran, ostalim uporabnikom pa znotraj tega razdelka, kjer zdaj vidite ta PowerPoint predstavitev. Imamo pa še orodja, ki jih lahko uporabljamo za pisanje in risanje po naših gradivih. Jaz bom zdaj šla v naš PowerPoint eno stran naprej, da imamo prazno površino. Tukaj lahko izberete orodje, ki ga želite. S črko T si s kvadratkom lahko pišete z uporabo tipkovnice, izbirate različne barve, pišete, kar želite, se vrnete nazaj, pobrišete vse zadeve. Imate možnost risanja likov različnih, lahko rišete s svinčnikom, pač po želji, kot želite vi. Imamo pa še en gumb, s katerim lahko omogočimo več uporabniško uporabo te bele table. S klikom na ta gumb imajo enaka orodja tudi naši dijaki in zdaj lahko vidite primer, tudi naš testni učitelj piše na tablo, riše na tablo, hkrati lahko potem jaz izberem recimo drugo barvo in pišem s to drugo barvo. Torej na tej beli tabli lahko sodeluje več uporabnikov. Ko to izklopimo, naši ostali udeleženci več nimajo možnosti izbire oziroma pisanja po naši beli tabli. Mi lahko v našem Big Blue Buttonu delimo zaslon ali pa samo predstavitev naložimo v ta razdelek. Predstavitev naložimo z gumbkom Actions, kjer imamo možnost nalaganja naše prezentacije ali celo delitve nekega zunanjega videa, recimo YouTube videa ali kakšne druge zadeve. Prezentacijo delimo tako, da jo pač poiščemo, kje jo imamo shranjeno. Jaz bom zdaj kar poiskala eno gradivo, ki ga imam, na primer Cisco PowerPoint, ga naložim. In potem imam tukaj mojo predstavitev, kjer se lahko normalno gibljam med našimi PowerPointi. Na to lahko vsi pišemo, lahko kaj označim, lahko dam možnost zapisa našim dijakom, torej tudi oni kaj dodajo. Torej lahko napišejo, recimo, jaz pa vidim, kdo piše, kdo želi pisati.